V tokratnem MS Reporterju se pogovarjamo z gospo Lino Savšek. Pozdravljeni. Glede na to, da so sedaj pri zdravljenju multiple skleroze nekatera zdravila kar agresivna, me zanima, koliko je smiselno v poznejšem obdobju še jemanje zdravila. Je smiselno preveriti, kje je bolezen, je še aktivna, koliko zdravila še učinkuje. Kdaj je meja za kakšna preverjanja, če sploh? Ja, to je kar zanimivo vprašanje, ki ste ga odprli. Zanimiva tematika in ne tako nepomembna, kot bi se morda zdelo. Namreč tematika smiselnosti prejemanja zdravil in pa kdaj opuščati določena zdravila je nekako še precej neraziskana, oziroma jasnih trdnih dokazov za to, da bi imeli točne smernice, glede tega še nimamo. V teku so določene študije, kjer bodo dejansko preverili, kaj se dogaja pri posameznikih, ki bi opustili zdravljenje multiple skleroze. Povprašali ste dejansko o tem, kako smiselno je zdravljenje v poznejšem obdobju, torej pri nekoliko starejših ljudeh. Sklepam, da tu mislite morda na tiste posameznike, ki so že presegli starost 50 let in več, nekako tam smatramo ljudi da so v nekoliko kasnejšem življenjskem obdobju. Verjetno veste, da je delovanje našega imunskega sistema nekako odvisno od obdobja življenja, v katerem smo. Če recimo dojenček še nima praktično izgrajenega imunskega sistema in se mora ta šele sestaviti, imajo otroci, mladostniki in pa mladi odrasli tak zelo buren imunski odziv na vse dogajanje, Zato je tudi multipla skleroza takrat, ko se začne v zgodnjih letih, zelo, tako rečemo, vnetno aktivna. Pogosto se lahko dogajajo zagoni, številne nove lezije na magnetni resonanci. Medtem ko kasneje, v kasnejšem življenjskem obdobju, nekje po 50., zagotovo pa po 60. letu, imunski sistem vseh nas posameznikov se nekoliko umiri, ne odreagira več tako burno. In tudi multipla skleroza se, če ne prej, takrat lahko prevesi v tisto bolj napredujočo, progresivno fazo, kjer ne vidimo več toliko tega vnetnega dogajanja v smislu zagonov, novo nastajajočih obarvanih lezij na magnetno-resonančnem slikanju, temveč vidimo bolj napredovanje določenih težav in simptomov, tako imenovano progresijo bolezni. Torej, dejansko se postavlja vprašanje, koliko je smiselno zdravljenje z precej agresivnimi zdravili v obdobju po 50. letu, vendar bi tu opozorila predvsem na to, da je to odločitev, ki je precej individualizirana. Zagotovo je vprašanje, kako zdraviti multiplo sklerozo v obdobju po 50. letu še kako aktualno. Se je pa treba zavedati, da vendarle za vsakega posameznega bolnika nevrolog terapijo izbira individualno. In tudi odločitve okrog nadaljevanja zdravljenja ali pa morebitne opustitve zdravljenja, če se ne zdi več smiselno, ali pa tudi kot tretja možnost, recimo menjave zdravila, torej če se neko zdravilo, v bistvu profil stranskih učinkov nekega zdravila zdi prenevarno za konkretnega bolnika, glede na njegovo starost pa pridružene bolezni, se lahko nevrolog in pa bolnik v pogovoru tudi odločita za menjavo zdravila z zdravilom, ki ima manj potencialnih nevarnih stranskih učinkov, ali pa seveda za opustitev zdravljenja, če pač se zdi, da le-to ni več potrebno. Opozorila bi še enkrat, da zdravila, ki jih danes imamo na voljo, še vedno predvsem učinkujejo na vnetni proces multiple skleroze. Torej, zmanjšujejo tveganja za nove zagone bolezni, za nastajanje novih lezij,
Žal pa večina izmed njih še ne deluje na napredovanje bolezni, kar sem omenila prej, a ne. To se kaže kot kopičenje nevroloških težav, in pa poslabševanje simptomov, ki jih bolnik ima. Zato vsekakor, je smiseln razmislek o tem, če je bolezen že nekaj let mirna, ob zdravljenju, da morda, terapijo tudi prekinemo v sodelovanju z bolnikom, v dogovoru z bolnikom, ali pa preidemo na drugo obliko zdravljenja. Prav opuščanja, zdravljenja pri vseh ljudeh, ki imajo multiplo sklerozo in so starejši, pa na splošno vsekakor ne moremo priporočiti. Kot že rečeno, so v teku študije, ki bodo preučevale predvsem, kaj se zgodi z multiplo sklerozo, če zdravljenje opustimo, pa bodo v bistvu vključevali predvsem bolnike, ki so starejši od 55 let in pa ki imajo bolezen mirno, torej že 5 let niso imeli zagona, že 3 leta niso imeli nove aktivnosti na magnetno-resonančnem slikanju, in bodo gledali, kakšni rezultati se bodo pokazali na tej skupini bolnikov, kjer bodo prekinili zdravljenje. In zagotovo nam bodo takšne študije dale kar nekaj odgovorov o tem, kaj se dogaja z bolezenskim procesom multiple skleroze po 55. letu pri bolniku, kjer je bolezen mirna in opustimo terapijo. Dotlej pa bi še vedno priporočala individualno odločitev, kolikor imate, kakršnokoli skrb glede vašega konkretnega primera, zdravljenja, torej profila stranskih učinkov zdravila, ki ga prejemate, se o tem, posvetujte s svojim nevrologom in prepričana sem, da boste skupaj lahko našla, rešitev, ki bo najbolj pisana na kožo, vam in vašemu poteku bolezni. Najlepša hvala. Najlepša hvala tudi vam.